Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Veste, da Božji načrt ni vedno naš načrt, njegova pota niso naša pota, njegov čas ni naš čas. Jaz samo želim, da danes zares čutim tako, da vas moram spodbuditi. Da je Bog pravi odgovor in da je Božja beseda vaš odgovor. Ni samo to, da prosite Boga za pomoč, morate se naučiti Božje besede. Če ne poznate Božje besede, potem ne poznate Božjih poti. Jezus je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu razen po meni. Odkrito vam povem, potem ko sem 35 let marljivo prebirala in študirala in premišljevala Božjo besedo, sem prišla do zaključka, da je Božja beseda odgovor za vsak posamezen problem. Če je sploh kaj takšnega, kar želim, da si danes zapomnite, je to, da Bog vidi naše srce. On ni navdušen nad našimi spletkami, ne nad našim oblačenjem, nad tem, kako izgledamo, našo frizuro, s kom se družimo, nad znamki naših oblačil, nad avtom, ki ga vozimo, nad hišo, v kateri živimo, nad soseščino, kjer živimo, nad oznakami izobrazbe pred našim imenom. Boga navduši edino to, če imamo dobro srce. Ali ljubite Boga? Ali imate radi ljudi? Kdo izmed vas misli, da bi potrebovali več samozaupanja? Prav. A vam lahko nekaj povem? To, kar pravite, ni res. To ni res? Če ste dvignili roko in izrekli, da potrebujete več samozaupanja in ste vi ponovno rojeni kristjani, potem že imate vse, kar potrebujete za notranje življenje. Da ste zmožni storiti vse, kar hočete napraviti. Svet nam pravi, da potrebujemo več samozavesti. Vendar pa nam Bog pravi, da je najbolj nevarna stvar, če zaupamo v samega sebe. Mi moramo zaupati vanj. Seveda želimo si samozavesti in želimo zaupati, da lahko storimo to, kar moramo storiti, vendar pa to ne bomo imenovali samozaupanje. Naše osnovno zaupanje sloni na tem, kdo smo v Kristusu. Veste, to jutro sem premišljevala in to mi je dalo neko zagotovilo zaupanja, da lahko pridem sem na oder in podam to sporočilo, kot se spodobi. To sem napravila že 1000 in 1000krat in to izkustvo mi daje neko določeno zaupanje, da lahko pridem sem kaj in vam dostojno podam sporočilo. Vendar je globoko v meni neko vedenje in lahko vam povem, da zares vem in vem, da zares vem, da mi niti študij, niti moje življenjske izkušnje ali karkoli drugega ne bi moglo pomagati k uspehu današnjega sporočila, če ne bi bilo Jezusa nad tem, pod, okrog in v samem sporočilu. Tu je citat, ki mi je sedaj prišel v srce. Sveto pismo nam pravi, da Bog ne deli svoje slave z nikomer. Vsa slava pripada Bogu za vsak uspeh, ki ga dosežemo. Pismo Filipljanom 3:3. Obrezanci smo namreč mi, ki služimo Bogu v njegovem duhu in se ponašamo ter se radujemo v Kristusu Jezusu, pri tem pa ne zaupamo v meso. Preberimo še enkrat. Mi ne zaupamo v to, kar smo, v meso, v zunanje izjemnosti in fizične prednosti, tega, kar se vidi na zunaj. To pomeni, da naše zaupanje ne more izvirati iz tega, kako izgledamo. No, čeprav vsak hoče izgledati najboljše. Veste, da sem se danes zelo trudila zjutraj. Lahko vam obljubim, da ko sem vstala, nisem tako izgledala. To vam zagotovim. Trudila sem se in našla, kako se vse skupaj uskladi. Veste, hotela sem, da lepo izgledam. Dobro se počutiš. Če veš, da v redu izgledaš in da je vse na svojem mestu, vendar ne moremo biti vedno tako.
Zgodi se, da imamo kakšen dan mozolj ali razkuščene lase in čisto podivjamo in se počutimo, saj veste kako. Slabo se počutimo ves dan. Vi morate imeti svoje zaupanje v Kristusu, ne morete imeti zaupanja v denar ali v vaš službeni naziv. Veste, če ste vi doktor, je to odlično. Vendar tudi, če delate v tovarni, je to čudovito. Delavec v tovarni ima lahko prav toliko zaupanja kot zdravnik. Veste, samo zato, ker svet gleda na različne ljudi z različnim pogledom in občuduje določene stvari na drugih, to še ne pomeni, da Bog tudi tako gleda na stvari. Če je sploh kaj takšnega, kar želim, da si danes zapomnite, je, da Bog vidi naše srce. On ni navdušen nad našimi spletkami, ne nad našim oblačenjem, nad tem, kako izgledamo, nad našo frizuro, s kom se družimo, nad znamkami naših oblačil, nad avtom, ki ga vozimo, nad hišo, v kateri živimo, nad soseščino, kjer živimo, nad oznakami izobrazbe pred našim imenom. Boga navduši edino to, če imate dobro srce, ali ljubite Boga, ali imate radi ljudi, ali ste pripravljeni ubogati, ali pričakujete, da se skloni nate in da te pobere. Amen. Zaupanje je vera v to, da lahko opravite stvari. Verjela sem, da se lahko pojavim tukaj pred vami in vam danes predavam. Verjamem tudi, da bom lahko to storila prihodnjič, da bom s tem lahko nadaljevala, dokler bom, ne vem, mogoče bom stara 95 let ali celo 100 let. Vsak dan bi vsaj, vem pa, česa ne bom mogla. Brez tebe, Gospod, ne morem ničesar storiti. Vsaj 5-krat ali 6-krat na dan recite, brez tebe ne morem ničesar storiti. V meni, torej v mesu, ne prebiva nič dobrega. Vendar lahko vse stvari storim po Kristusu, ki mi daje moč. Zaupanje je vera, ki lahko napravi stvari. To je vera. Ko ste zaupljivi, si lahko odpočijete. In se vam ni treba bati ali karkoli skrbeti. Jaz sem precej sproščena, ko sem tukaj. Zakaj? Zato, ker nočem, da bi napravila vtis na kogarkoli. Veste, ko vam ljudje dovolj časa ploskajo, greste preko tega in nastane svoboda, da ni potrebno več napraviti vtisa na ljudi. Če me imate radi, bo Bog napravil, da me imate radi. Ni potrebno stopiti sem gor in se igrati igric. Zaradi tega je to zame zabavno. Dokler se tega nisem naučila, me je to ubijalo, pritisk me je ubijal. Ker ko stopite tako pred ljudi, ali pa vsak dan greste na delo in je vse, kar lahko razmišljate, kako izgledate, kaj si ljudje mislijo o vas, kaj pravijo o vas, potem se sprašujete, če ste sploh v pravi skupini in to je velik pritisk. Koliko izmed vas ve, da takšno vedenje povzroča pritisk? Mi pa hočemo zaupati. Nekoč sem slišala, da je vernik brez zaupanja kakor letalo na vzletni stezi brez goriva. Vi imate vso opremo, vendar brez goriva, da bi kamorkoli šli. Svetopismo govori o modrih možeh in o neumnih. Knjiga Pregovorov 26, to si bomo pogledali. Kaj pravi Božja beseda? Knjiga Pregovorov 26. Bomo videli, če mi bo uspelo pritegniti pozornost. Zapisanih imam prvih 12 vrstic. 26. poglavje se začne s prvo vrstico. Kakor sneg poletjo in kakor dež ob žetvi, tako se čas ne spodobi samozavestnemu norcu. Rada imam razširjeno izdajo Svetega pisma iz različnih vzrokov. Eden je ta, ker sem jo vedno uporabljala in seveda je tudi veliko čudovitih prevodov Svetega pisma. Če ne bi imela te razširjene izdaje, v njej ne bi bilo govora o samozavesti, omenjen bi bil samo norec. Vse življenje se ne bi mogla zavedati, da je v Božjem pogledu norec tisti, ki zaupa sam vase. Kakor vrabec, ki leta, kakor lastovka, ki se spreletava, tako kletev brez razloga nikdar ne dospe. Konju bič, oslu nagobčnik, samozavestnemu norcu pa stenko in ravno šibo po hrbtu. Z drugimi besedami povedano, da bo norec na ta ali drug način tepen. Lahko je finančni tepež.
Stvari se nikoli ne izkažejo prav zanj. Bog ne bo obrnil prav stvari za vas, če ne boste odvisni od njega. Rekli boste, počakaj minuto, poznam veliko bogatih ljudi, ki imajo vse vrste stvari in niso niti verni. Dobro, vprašajte jih, če so zares srečni. Ugotovite, koliko strahov imajo zares v svojem življenju, da bi izgubili to, kar so si nagrabili. Ugotovite, koliko ljudi jih ima zares rado in ali so jim všeč. Ko enkrat delate v sistemu, ki ga ima svet, se pogostokrat zgodi, da hodite po drugih in da grdo ravnate z drugimi. Mnogi zlorabljajo druge. To sicer ne velja vedno, vendar je veliko takšnih primerov, ko zaupate v Boga in ga ubogate, vas on poviša, ne da bi morali drugi plačati za vse te igrice. Norec si zadaja tudi miselne udarce. Samozavesten človek ima skrbi, ga je strah, išče vzroke in živi v strahu. Samozavesten norec si zadaja miselne udarce, zanj se ne izide prav nič. Ker je tako težko delal v svojem življenju, da bi se izšlo, ima samo en izhod. Počuti se razočaranega, ko stvari ne gredo prav. Dobra stvar za verujoče v Kristusa je v tem, da ko se enkrat zares naučimo delovati v kraljevi ekonomiji, potem lahko delam najboljše, kar morem. Bog ima svoj načrt, ki ga svet ne razume. Lahko delam najboljše, lahko imam načrte in se potrudim, da jih izpeljem. Ampak veste kaj? Če iz kakšnega razloga to ne deluje, potem lahko samo rečem: no, mislim, da sem zgrešil Boga in da ni bil pravi čas, kakorkoli, hvaljen bodi Bog, on me še vedno ljubi. Lahko zapustim to, kar je za mano in se usmerim k naslednji dobri stvari, ki jo je Bog pripravil zame. Ni potrebno, da sem 3 leta v depresiji, samo zato, ker sem poskušala nekaj, kar se ni izteklo. Recite skupaj z mano: norec je vedno tepen. Ne odgovarja samozavestnemu norcu po njegovem bedaštvu, da mu še sam ne postaneš podoben. Če želite vedeti, kje je zaupanje nekoga, ga morate samo nekaj trenutkov poslušati, ker tisti, ki je samozavesten, ne more biti tiho. Ne more izustiti niti enega stavka, če ni v njem jaz, mene, moje. Odgovarja samozavestnemu norcu po njegovem bedaštvu, da se ne bo zdel sam sebi moder. Tukaj pravi, da je potrebno pristopiti k neumnemu in ga spraviti na pravo pot. Odseka si noge in pije nasilje, kdor pošilja naročila po samozavestnem norcu. Če povem z drugimi besedami, najslabša stvar, ki se mi lahko zgodi, da bi imela kup samozavestnih norcev, ki bi delali zame. Karkoli bi jim naročila, se ne bi zgodilo. Veliko raje imam tistega, ki je po naravi manj talentiran, vendar se zares nasloni na Boga, ko dela zame. Kakor nekoga neverjetno modrega in polnega samega sebe. Amen. Dajte, slavimo Gospoda. Mislim, da ste našli rdečo nit. Mislim, da mi ni treba brati preostalega teksta. Vendar vi lahko preberete še ostale vrstice. Videli boste, da je na mnogih mestih norec označen kot samozavesten človek. Vi veste, da ko vam ljudje dajejo poklone, morate biti za to hvaležni. To ne pomeni, da ste ponosni ali vzvišeni ali visoki. Všeč mi je, kar je rekla Corrie ten Boom. Od vsakega, ki pride k meni, dobim poklon. Prejemam jih kakor vrtnice. Na koncu dneva vzamem svežen vrtnic in jih dam nazaj Jezusu. Amen. Če vam Bog pomaga, da dobro opravite delo, potem boste deležni pozornosti. Ljudje vam bodo povedali, da vas cenijo, povedali vam bodo, da se veste. Vendar to je čisto v redu, sprejmite to, sprejmite s hvaležnostjo. Če kdo ne zapade v češčenje, ga popravite v njegovi drži, vendar pa bodite pozorni, da vse to daste nazaj Bogu. Veste, včasih, ko napravim neko stvar, ko grem nekam, da predavam, se vedno predstavim. Tukaj tega ne počnem, ampak samo začnem govoriti. Vendar, ko grem na druge kraje, se zdi, da vse skupaj zveni, kot da sem najčudovitejša osebnost. Kot sveži beli kruh. Medtem ko še govorijo o tem, o meni, se jaz ozrem k Bogu in pravim: oba veva, da nisem nič brez tebe. Precej zanimivo je, da mislijo o meni, kako pomembna sem, vendar jaz to nisem. Vidite, vaše srce je tisto, ki napravi razliko.
Čudovito je, da lahko pomagaš ljudem in oni te spodbujajo. Mislim, da je to dobro. Mi vsi potrebujemo spodbude, vendar je odvisno od tega, kaj vi napravite s to spodbudo. Spominjam se, preden je moja duhovna služba postala razširjena, sem nekaj noči sedela na robu svoje postelje in se pripravljala na spanje. Vendar je za 45 minut se Bog začel ukvarjati z mano. In šlo je nekako takole. Ni bilo nekih neporavnanih računov, vendar ko Bog postavi stvari v tvoje srce, veš, kaj govori. Preden je Bog končal, sem začutila v svojem srcu, da bo storil nekaj čudovitega, da nam bo dopustil, da bomo lahko pomagali rasti več ljudem, da bo naša misijonska služba rasla. Na kratko povedano je bilo njegovo sporočilo: nekaj je, kar si zavedno zapomni. Če boš videla, da se dobre stvari godijo po tebi, to nisi ti. To sem jaz, ki delujem po tebi. Počakajte malo, nisem še končala. To pomeni, da sem se dovolj dolgo boril s tabo. Da sem si pridobil majhen košček mesa, po katerem lahko delam, ne da bi si ti vzela svoje zasluge. Amen. Dajte no. Bog nas hoče uporabiti. Vendar naj vam nekaj povem. Vsak, ki me posluša, vsak je tukaj v dvorani, če hočete, da vas Bog uporabi, če hočete imeti svoje podjetje, potem recimo, da ste vi šef. Veste kaj? Najslabša stvar na svetu je, da se vedete kot šef. Vsakdo je lahko šef, vendar pa ne more biti vsakdo voditelj. Nobenih darov ni potrebnih, da bi nadzorovali ljudi. Kakor hitro začnete misliti, da ste nekaj, potem se zgodi, da začnete gledati navzdol na druge in začnete misliti, da niso oni to, kar ste vi. Vsem nam se to zgodi. Vsakemu se lahko zgodi. Če boste sedeli tam in mi pravili, da niste nikoli skušani s ponosom, potem vam bom rekla, da se lažete. Kajti ponos je osnova za vse grehe. Ko je Lucifer odpadel od vzvišenega prestola, ki mu ga je Bog namenil, je to storil prav iz ponosa. V 2 vrsticah je 5-krat ponovil: jaz bom, jaz bom, jaz bom, jaz bom, jaz bom. Bog mu je odgovoril: naj ti pokažem, kaj se bo zgodilo. To je vse od tebe. Samo Bog. Brez mene ne morete ničesar storiti, pravi Sveto pismo. Poglejmo Janezov evangelij 15:5. Vi si mogoče mislite: dobro, prišel sem sem, kaj to boli, ker jaz potrebujem nekaj tolažbe, čutim pa, kot da me pretepaš. No, veste kaj? Molili bomo za nekoga, da vas objame, da vas ima rad, če preden zapustimo to stavbo. Vendar stvar je v tem, da če hočete kdaj kaj velikega storiti zase, potem morate biti duhovno pripravljeni. To pomeni, da se morate zavedati, da brez njega ne morete ničesar storiti. Janezov evangelij 15:5. Jaz sem vinska trta, vi ste mladike. Kdor živi v meni in jaz živim v njem, prinaša obilo sadu. Brez mene, brez življenjske povezave z mano, ne morete ničesar storiti. To drevo je bilo zunaj moje sobe in jaz sem ga napadla. Tukaj je vsa stvar prav. Ta cvet je samo na tej strani, ker je tukaj je bilo pritrjeno eno drevo, ki je dalo življenje, notranje življenje. Kristus pride, da živi v nas in nam daje življenje v naši notranjosti. Mi zares ne razumemo, kako zelo so ti majhni poganjki odvisni od drevesa, od vinske trte. Vse, kar stori, je, da tam visi, in vse pride samo do te veje. Vidite, moramo se naučiti, kako visimo na vinski trti. Bog, jaz nisem nič brez tebe. Tukaj je cel kup popkov, ki ne bodo nikoli zacveteli. Veste zakaj? Ker so odtrgani od življenjskega soka. Sprašujem se, koliko možnosti. Mogoče vam je uspelo enkrat zacveteti
In prav ta cvet uspeha vam je pripomogel, da ste se odtegnili od vinske trte, ker ste sedaj tako zaposleni s tem, da skrbite za ta svoj uspeh. Amen. Da sedaj nimate več časa, da bi še lahko viseli na trti. Veste, spominjam se, ko sem hodila naokrog in govorila, Bog, moraš mi pomagati, Bog, pomagaj mi. Začela sem se počutiti, kot da sem psihični bolnik. Bila sem popolnoma, nisem niti vedela, kaj je tisto, kar bi mi naj pomagalo. Čustva so me preplavljala, imela sem popolnoma neumno vizijo, zakaj bi sploh mislila, da se bo kaj takšnega uresničilo. Zakaj bi mislila, da Bog hoče uporabiti popolnoma neusposobljeno, neizobraženo žensko s polovico razuma iz Fentona, Missouri. Kaj pa si misliš, da si? Seveda ti boš, jaz sem bila vsaj sebe. Bog, pomagaj mi, Bog, pomagaj mi. Vesela sem na trti. Naj vam povem, da sem bila odvisna od trte. Bogu sem verjela za vsakega. Ni mi bilo mar, če sta bila samo dva, ko sem prišla in govorila, če le bil nekdo. Na to sem doživela malo uspeha. Potem, če sem se oddaljila preveč od vinske trte, se vse usulo. Na to sem morala, žal mi je, Gospod. Vedno morate njega ohraniti na prvem mestu. On ni zadovoljen, če ga postavimo na drugo mesto. On bo vedno imel prvo mesto. Amen. Postavite Boga na prvo mesto, vi pa bodite na svoje mesto in vse se bo dobro izteklo. Tako imam ta majhen svet, vendar imam vse te majhne popke, nove možnosti. Poglejte, tukaj je cel kup. To bi postalo zares lepo, če ne bi odtrgala te veje. Mislim, da je za nekatere danes skrajni čas, da sprejmejo današnje sporočilo. Verjamete mi, da je to dobro za vsakega tukaj. Vendar so nekateri ljudje tukaj, nekateri pa gledajo po televiziji ali pa celo poslušajo posneto. To je Božja beseda za vas. Vi imate majhne cvetove. Imate majhne sadove. No, vendar se popolnoma ne zazrite v to, da ste polni samega sebe in vsakega drugega počujete v svojem uspehu. Dajte no. Ali nimate radi teh ljudi, da ko jim kaj pravite, govorite o tem, s čim se bojujete, s čim imate težave, recite jim, seveda sem s tem imel težave, vendar sem to in to storil, to je vse, kar morate ti napraviti. Povedati vam hočem, kakšne zmage sem dosegla, morala sem iti ven in trpeti. No, začela sem kaditi, ko sem bila stara 9 let. Zame je bila najtežja naloga, da sem prenehala s kajenjem. Joj. Ko sem začela poučevati Sveto pismo, sem sedela v kratkih hlačah na podu in puhala dim v obraz vsakega. Tako sem začela. Vi mislite, da vas Bog nima rad, če ste takšni, kot ste, in vas ne bo sprejel takšni, kot ste, veste kaj? Bog vidi vaše srce in on vidi tudi vaš konec, ko je šele začetek. Če bi še naprej nosila kratke hlače in kadila cigarete, pa vse verjetnosti ne bi bila danes tukaj. Torej gre tukaj za obrezovanje v našem življenju. Amen. Danes je dan vaše operacije. Mi slavimo, da deluje kot anestetik. Na ta način jaz gledam na slavljenje. O, Jezus, tako zelo te ljubim. Bog, karkoli boš storil. In jaz pridem danes ven z nožem, da nekaj odrežem. Veste, te rožice danes ne izgledajo več tako dobro, kot so zjutraj. Vsakič bomo pogledali to cvetje. Pri naslednjem predavanju ne bi me presenetilo, če bi že jutri bilo to cvetje popolnoma mrtvo. Morate biti na trti. Ostati morate pri Jezusu. Veste kaj? Ne iščite ga samo v dolinah, ampak iščite ga tudi na vrhu gore. Amen. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.